Spoštovani gledalci in gledalke, lep dober večer. Dober večer vam, ki ste na drugi strani televizijskih sprejemnikov, in pa dober večer tudi mojemu nocojšnjemu gostu, gospodu Antonu Pavlici iz Rihenberga, kot sami pravite. No, gospod Pavlica, midva se že nekaj let poznava. Za najino poznanstvo je nekako kriv, če tako rečemo, goriški slavček Simon Gregorčič, katerega vi zelo spoštujete in tudi imate izredno veliko njegovo zbirko. No, današnji obisk pa ni namenjen samo temu, da bi govorili o Gregorčiču, pač pa o tem, da spregovorimo o dogodkih, ki so se dogajali leta 1944 v Rihenbergu in pa v okolici, se pravi Komnu in nekaterih vaseh. Se pravi 15. februar in to je tudi dan požiga Rihenberga. Vi ste tudi še eden redkih živečih, ki ste vse te stvari doživljali, zato bo verjetno vaše pričevanje, vaš pogovor, vaši spomini še kako dragoceni za nas, za naše gledalce in pa tudi za nekakšen zapis, ki naj bi ostal tudi trajno za poznejše rodove. En lep dober večer. Dober večer. No, kot smo že omenili, vi ste bil takrat sicer še kot majhen deček prisoten pri vsem tem, lahko se pa zagotovo spominjate, kaj se je takrat dogajalo. Ja, torej vzrok temu, da so 15. februarja Nemci požali celotno dolino v Rihenberšku, pa Komen in še vasice tam okoli, nas so odgnali Nemčev, je bil pa napad partizanski na Svečnico, to je bilo 13 dni poprej, ko so tam čakali eno kolono nemško in so ta Nemca pobili, partizani in to, ampak hujše je bilo to potem, ki so vse to skupaj, ta mrtva in to zmetali in naložili na kamione tam, ki so bili in vse skupaj so zažali. Torej toliko mimogrede povem, da ne bo kdo mislil zdaj, da se jaz o to prijemam, da je bilo to pač glavni vzrok. Vzrok je bil pač taki, da je bilo vse takrat, kako bi rekel, divje, po domače povedano, ni bilo prava gospodarja, Nemci so prihajali z enega konca, Italijani iz drugega še, pol partizani iz tretjega, pol so se že pojavili tudi četniki in ustaši in to, in torej se ni videlo, nekdo pije, nekdo plače, ampak vzrok temu, da smo šli mi v Nemčijo, je bil samo ta napad med Komnom in Rihenbergom, na ravni se reče. Spravi, to je bilo maščevanje Nemcev za to? Ja, tako zgleda, da je to prišlo, te so se maščevali nad prebivalstvom, razumete, holorokim, in so prišli pač zjutraj 15. februarja čez Komen dol s kamioni, obkolili že pred svitom cel Rihenberg, dolino dol, in so čakali, da se je zdanilo, in potem so prišli po hišah, in vsak mu veleli, da je eno belo ruto, eno belo zastavo ven nekje na hišo, ali na Latnik, ali na Kluku, kamorkoli, in se moramo javiti tam na Hoverni, se je reklo takrat, takoj, da moramo priči in se javiti tam, da tam nas čaka torej štab nemški in to, da bomo tam dobili navodila kaj in koga. No in tako se je zgodilo, da smo tudi mi šli, jaz takrat sem imel v 11. leta sem šel, sestra je bila 12 let stara, brat je imel 7, tata je imel 44 in mama je imela 37. No. In tako smo šli cela vas, tam smo se zhrnili skupaj in smo šli če peš in tam so že čakali kamione in kar nam veleli gor na kamione vsi in so te kamione nas odpeljali v Komen. Tam je bila ena hostilna, stlačili noter in smo čakali do popoldan, da so v Rihenbergi to požali vse in vso živino odpeljali in torej vse, kar je prišlo dobro, so to pokradli in pa so prišli v Komen. Vi ste vedeli, kaj se tam dogaja? Nič nismo vedeli, samo videli smo iz zadnjih ovinkov, ko se iz Rihenberga proti Komnu, da so se hiši, že iz hiš raznih se je kadilo in so zaminirali, tam je bil hotel ličen, to je letelo v zrak, prav pred mojimi očmi se spomnim, pa še ena hiša pri Lojevih se je reklo, Martinova, in v Topolcah se je reklo, pa v Vidmaršču to je že horelo, tako da smo videli, kaj bo iz tega ratalo. No, ja.
Naravno. No, in takrat, ko ste bili v tej gostilni zaprti do Palavoro, je bilo celo nekaj govora, da bodo vse skupaj zažgali, če se ne motim. Ja, tako je bila, tako se je slišal taki glas, je šel okoli, da čim več noter, da bi potem vse skupaj zaminirali, kar potem nazadnje do tega, hvala Bogu, ni prišlo. In so nas enkrat popoldan spet nagnali, torej ven iz tistih hiš, iz tistih hiši, in smo mogli z Nemcami vreti dol 1 kilometer dol pod Komen, prav na prosto dol, neka trta, neka travnika tam, in res je bilo malo snega, in tam smo čakali, da pač so prišli potem še kamioni, in potem smo se tam vozili s kamioni na železniško postajo v Sagrado, zdaj pod Italijo, in tam so nas vagonirali v živinska vagona in odpeljali v Nemčijo. To pesem, ki bomo zdaj zaigrali in zapeli, smo peli mi v transportu leta 1944 leta, 15. februarja, ko nas so Nemci peljali iz Zagraja v taborišče Najmark na spodnjo Bavarsko. Marija, pomagaj nam, vojskin je čas, na tebe ozira se vsak izmed nas. Marija, vse ljudstvo je či, Marija, pomagaj nam ti. Marija, pomagaj se k tebi hiti, ti dom zapustili, na tuje smo šli. Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti. Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti. No, da pa ni bilo tega pokola že do Palavoro, mislim, da takrat je imel neke besede tudi takratni komunski župnik, gospod Viktor Kos. Ja, torej, tudi on je bil v teh vrstah tam z nami v Komnu, on in torej dekan Viktor Kos in kaplan Mirko Reiner, ja. No, in ko so tam Nemci to videli, pač je nekdo jih že razumel, kaj sta in kako sta, so jih povabili tja med se in so jim rekli, da ona dva ni treba, da gresta v Nemčijo, da pač ne se obrneta, da ne gresta pač proti Škrbini, kjer
da jih bi pustili doma. In Viktor Kos je rekel, ne, je rekel, ker je znal perfektno nemško, to vidim potem iz poznejšega življenja, ja. Je rekel, ne, je rekel, kamor gredo ovce, je rekel, bo šel tudi pastir. In tako so šli z nami in tam je nekako tudi ublažil to zadevo v Komnu, da pač ni prišlo do tega miniranja in tega dejanja, ki bi bilo grozovito, tako da je šel z nami v Nemčijo. On in kaplan. Ja. No, se pravi, vi ste šli kot družina v Nemčijo. Šli ste s starši in s bratom in sestro, kot ste rekli. Ja, torej hvala Bogu, mi smo ostali tudi skupaj v Nemčiji in smo imeli veliko srečo, da smo spadali, torej vam pozneje povedal, da sem lansko leto obiskal ta kraj osebno, ker mi je bilo prav res celo življenje, sem prav želel, da bom še enkrat videl ta kraj in smo spadali pod en klojšter, ko so rekli po naše, tam so bila karmeličanka. Ja. No in mama in tata so tam delili na teh njihovih grozovitih posestvih, tako da smo sta dobila še neka živilska nakaznica, neko plačo in v eni taki izmed hiš, ki so jih imeli velikih hiš, so bila že noter 3 družina, nemška, ki so delala tam in še nam so dali 2 prostorčka, tako da smo bili tam mi skupaj. Ja. Tako da nam ni bilo tako grozovito težko, kamor so Nemci potem razdvojili družino, kamor so bili večji otroci že sposobni za delo, naprimer en gospodar je vzel enega, eden je vzel 2, eden je vzel celo družino, eden je vzel samo moža ali pa mater in tako da tam je bilo najhuje, ki se je dogajalo v Nemčiji. Ja. Spravi, vi ste bili kot delovna sila za takratne njihove potrebe? Ja, kot delovna sila. Ja, tata in mama sta delala, mi smo pač kot otroci, tudi na štedilnik smo imeli noter šparec star, tako da smo si tam pokuhali in kuhali in tako da pač smo bili nekako, bi rekel, za tiste časa v redu, no. Tako. Verjetno pa ste bili nekaj časa v samem taborišču. Ja, v tem prehodnem taborišču, moram tudi to povedati, da tam je to prehodno taborišče, zdaj bomo pozneje videli, smo tudi lani obiskali v 65. obletnici osvoboditve. Je še tam baraka, edina še, ki spominja na lagar. Takih barak je bilo tam 37, s vsemi stavbami. Ta baraka, če se imate? Ta, ja. S vsemi pritiklinami in stavbami in komanda so bila tam vojaška, ki so tam stražili in to. In tam smo bili noter 14 dni, 3 tedna, nekaj takega. No, kar pač ne so to nas razpeljali potem po celi Nemčiji, ker zgleda, da je bilo tako štimano, da so se javljali kmetje, ali pa tudi kažem tovarnari, da rabi toliko in toliko ljudi, in so to potem nas spremljali ali pa peljali do železniške postaje v Neumarktu in potem na vlak, verjetno je bilo kakšno spremstvo, zdaj se ne spomnim, in tako so nas razdelili in raztresli po celi Nemčiji. Pesem, ki boste sedaj slišali, nosi naslov Pesem angleškega vojaka in kulturna skupina 9. korpusa jo je takoj po vojni dostikrat igrala in pela na mitingih, na predstavah kulturnih po Sloveniji, ko so še imeli predstava kot partizani. Prisluhnimo. Kraji, daleč si ti, hej na marši, jaz mislim na te, na tiste lepe dni, ko svoboda sonce spet zasije, zopet moja boš ti. Domači kraji, daleč si ti, hej na marši, jaz mislim na te, na tiste lepe dni, ko svoboda
zasije, zopet moja, boš ti, zopet moja, boš ti. Bili ste dodeljeni v ta klošter, ta samostan in nekako vaša zgodba se je malo drugače pisala kot pa zgodbe ljudi, ki so bili na nek način Ja. v slabšem položaju. Torej, tako potem iz pripovedovanja, pa tudi iz zapisov zdajšnjih, poznejših in to, kaj je bilo vse z ljudmi. Ne. Nekateri tudi z tega Lare so šli tudi do koncentracijske taborišče, marsikdo se ni vrnil. In tako, ne. Nam je bila ta sreča malo naklonjena, tako da smo preživeli in torej smo se imeli za tiste čase v redu. No. Ampak tam gospodarila ta nuna, ki so jih Nemci stisnili, torej ta klošter so jim vzeli v celoti, da je bilo tam vojaštvo noter. To so grozovita stavba. In tam so jih stisnili, mislim, na stavbo, da so bilo posebej, ne. In mi smo včasih pač šli, to mestece Meten, smo šli včasih dol v nedeljah maši, to je bilo 5 kilometrov dol. No in enkrat po tej maši nas je ena nuna prišla čakati pred cirko in rekla, vi piste, ni rekla, Italijani, še von Finzing, ne, ja, da smo, ker oni so nas obravnavali kot Italijana. Ker je bila tako Italija takrat, ja. Je rekel tata, pa je rekla, kom si med njih, je rekla, pejte z menoj. In nas je peljala dolano, ko rečemo zdaj v Menzu, po slovensko ukrepčevalnico, razumete, in to so nas posedli in je prinesla za jest. Je prinesla tako skledo. Oni so imeli tako posebno supe, se rekli, malo kislo, kot neka obara naša, ampak dobro je bilo za jest, no, ja, svinjsko. No in lepo tam nas postreže, kruh so nam prinesli in tam jemo to zadevo, potem smo tisto pojeli, potem so nam prinesli pa še svinjska mesa in zelje in tenstan krompir. In tam smo jedli, toplo je bilo noter in ko je bilo vse dovolj in tako smo se spomnili na dom in smo začeli jokati. In takrat je prišel k nam en taki fajn gospod, 40-45 let, se je videlo, da je duhovnik in je prisotčil k nam in je vprašal, da kaj smo, odkaj smo in to, ne, po nemško. In je znal italijansko. Potem tata se malo vplel v ta pogovor in je rekel, da tudi on je ujetnik, da pač dela noter v tej ukrepčevalnici, je rekel, in da streže delavcem, ki je bilo grozovitih delavcev, tam so imeli grozovito vrtnarijo tudi, kar sem tudi lansko leto videl, da je to je nekaj neverjetna, kakšnih in kakšna vrtova, kaj vse je tam vzajej, kaj še obstoja. No in tam lepo smo govorili in to, in potem je nekam odšel ta gospod in je prinesel nam 3 otrokom vsakemu čokolado. In pa je pravil, da pač on je bil Kriegsgefangen, je bil vojni ujetnik, je rekel, vsak mesec dobi v paketu od Rdečega križa 5 kilov, ja, in noter je rekel od vsega. Mi, ki nismo bili od nobenega, nismo bili Italijani, ne Nemci, ne Slovenci, ne nič, nismo dobili nič. Ja. No in tam govorimo še naprej, no in pa je prišla ena od teh karmeličank, nuna, ko jim rečemo, in pa je prišla na tako bolj močna, starejša in to, in tudi ona je htela vedeti, odkje smo in kaj smo. Ja, pa je rekla, Italijani še, ne, je rekel tata, mi smo bili pod Avstrijo, je rekel, ja, nismo Italijani, mi smo Slovenci, ne. Ma je rekla, odkot? Je rekel, tam blizu Trsta smo doma, Richenberg. A je rekla, če ste pa od tam doma, mogoče veste, kje je to Maj. Je rekel, tata, kako da ne, nuna, ne, je šola gospodinsko-vrtnarska, je rekel, to točno vemo. Meni je rekla, jaz sem tam hodila 3 leta v to šolo. Pred toliko leti, je rekla, pod Avstrijo še, je rekla, in zdaj sem tle že toliko skoraj celo življenje in upravljamo ta naši zadeva tle na teh posestvah in to je rekla, smo še taki, kot smo bili in tako smo se malo zbližali. In potem je šla prinesla mami kafe in tato je prinesla, ko rečemo po domače, en rečičnik, en kvartin vina. Tako da je bilo, tako naj bilo tak dogodek, ja. To je nepozaben dogodek. Ja, in potem so nam naložili en ruksak, nikoli nam pozabil,
nogavic njihovih in ta nogavica so bila taka do kolenka, ko danes jih vidim iz volna in to črne vsake so bila nuna, so tako barvo nosila. In to smo nesli sa seboj potem gor, kamor smo stanovali na Finzing. Spravi, to so taki lepi dogodki iz težkih časov. Ja, lepi dogodki, ja, tako je. No, se pravi, tudi ta samostan je bil takrat v službi države, bi se rekel. Oni so pač skrbeli za delavce, za posestvo, za prehrano tega kraja. Ja, tako je, ne, to je bilo, torej, se je tudi danes, ko rečemo, privat. Kakšno pa, ne, ja, torej, crkveno verjetno, ne. Še danes lih tako obstaja. Samo lansko leto, ko sem bil gor, sem videl, da pivovarno so podarili, železnica napele več tisti konc tam, rečemo, ko voze še v Ajdovšno, ne, potem šla nazaj, tudi tam zdaj ni več železnica, ne, ja. Vrtnarija se je povečala, tako da lahko rečem, da je večja kot cela Nova Gorica, to je grozovita stvar, eno zavediti. Torej, človek ne more si predstavljati, kaj je tam, no, ja. In ta šola, ki je bila tudi tam, za ta gospodinska zadeva, tudi tam se je umaknila ven in smo iskali tam in so nas ono potem pelali na 6 kilometrov ven iz tega mestica in smo prišli tudi to šolo gor. Tako da smo videli tam, kako in kaj in ko je, tam so nas lepo postregla ta nuna tudi in so nam vse povedali takrat, ko sem jaz bil tam. Lansko leto je bilo 36 učenk noter, 4 so v Čehini, 4 Polakini in 2 Mađarki. In je bila ravno sobota, so se lih pripravili, še se je imela pouk zjutro, eno so bila tam po hodnikah na Boršiku, rečemo, ob torba, ne, in pa sem vprašal, kako da toliko torb je rekla, tista ta glavna je rekla, zdaj bi še pokosla in torba se že pripravljena, da gre domov k staršem. Ja, tako. To taki doživljaj, lepi so, no. Za mene to je bilo, lansko leto, ko sem bil, to je bil vrhunec. Naslednja pesem nosi naslov Sirota. Ta pesem je bila nam zelo, zelo blizu v teh težkih dneh, težkih časih, ko smo morali iti iz svojih domov v neznano, v internacijo, ampak pesem je tudi posvečena vsem sirotam, tudi današnjim po celem svetu. Sirota jaz okrog blodim, ciganski otrok. V samoti tihi se solzim, kjer čuva me le Bog. Ko sem na vasi se igral, nikdo ni maral me. Nikdo ni roke mi podal, le vsak me karal je. Požgali so mi rodni dom, odgnali drage vse. Bog ve, če jih še videl bom, morda že v grobu spet. Bog ve, če jih še videl bom, morda že v grobu spet.
No, se pravi, vi ste bil že večkrat, ste se večkrat vrnil v Neumarkt, pač na obisk teh krajev in tudi nekako držite tudi kar nekaj dokumentacije iz tega obdobja. Ja, hvala. Ja, petič sem zdaj gor, torej v glavnem smo šli tudi, dvakrat so šli tudi, torej zdaj iz Branika, organizirano in v Komenci so šli pa večkrat. Tako jaz sem šel tudi s Komenci in lanski obisk mi je bil pa eden najlepših. Tudi prvi je bil čudovita stvar, da po tolikih letah spet si tam, kamor je bilo pač tako in drugačno življenje, ne? Ampak lansko leto je bilo pa 65. obletnica osvoboditve. In je mestece Neumarkt, kar leta 44. je bilo prebivalcev približno 7.000, zdaj jih je pa okoli 50.000. Ja. Ampak je zdaj mestece Neumarkt organiziralo to proslavu in so tam kako je bil lahar, so tam odkrili en relief, en spominsko obeležje veliko, mogoče 6x6, en odlitek iz brona, tako kot je bil lahar. Ja, tako da bo ostalo to večno tam in so naredili prav res praznik, vrhunska zadeva. No. In takrat so povabili tudi Komenca in godbo Napihala iz Komna, tako da so tam sodelovali pri tej komemoraciji, maša je bila tam. Takrat je prišel tja tudi naš konzul v Nemčiji, pa en duhovnik slovenski, Gajšek iz Stuttgarda menda, potem vsa oblast tam za mestica in grozovitih ljudi je prisostvovalo tam, tako da je vsak nekaj po svoje povedal in tako. In sem si želel, da bom tudi jaz nekaj ponesel, kot je prej tle moj spraševalec rekel, naša gorijska Slavčka, tudi ponesel kaj gor in sem tam zrecitiral v slovenščini lepo naš narodni dom. To me pa spominja na to, ker je moja mama takrat 44. leta nesla Gregorčičev poeziji iz leta 907, je nesla s seboj v Nemčijo in tam, ko smo bili sami doma, najhuje je pa bilo pozneje, gor, ki smo bili, ker je mama umrla in ta pesmina je večno čitala in recitirala, tako da to zadevo mi je tako vcepla v sebe, da je živa še zmeraj, bi rekel, še bolj kot je bila. No, ja. In sem si želel to, pač, da tudi Gregorčič spada k takim procesjem, ko rečemo, k takim lepim dejanjem, kot je bilo to lansko leto. Ne, nazadnje ste bili tudi njegovi farani, če rečemo tako. Ja, seveda, farani, ja, tako ja, se je služboval v Rihenbergu, 8 let, ja. No, in sem pa nekaj opazil po svoje, veste, ljudje ne mi zameriti, ampak tako, da potem zaradi tega, ki se človek zna predstaviti, pa ne glede v kakšnem jeziku, kaj spregovoriš ali to, ja, vas čisto drugače cenejo, veste, ja, torej tam, bom rekel tudi tako, ne mi zameriti, da je to kakšna hvala, ampak to je nobena hvala in ne rabi nobene medalje, niti zahvala, še manj pa graj, ja. Se pa še če ljudje tam, razumete, pa tada je bil Nemci, pa tada je bil lahar tistem, pa tada je bil lahar in tako in tako in tako in smo prišli do zaključka, seveda so bili lahari, ampak potem, ko smo mi odšli, so vse te lahari, ki so bili prazni po Nemčiji, naselili ta Nemca iz porušenih mest, ne, tako da so bili pod streho. In tam smo pouhibali in pravili, kaj bi bilo in kako je bilo. En gospod je tam je rekel, moja hči je danes, naša hči je v Ameriki, druga je bila v Švici in tako naprej, ampak so videli pač, da je treba o tem se dobiti, govoriti, se družiti, da potem lahko zmeniš mnenja, ne, kulturo in vse. Torej, hočem reči, če se znaš lepo postaviti, razumete, in prikazati, da imajo tudi za bolj kulturne, no, tako bom rekel. Ja, tako, ja. In seveda, vsi takrat so nas imeli za Italijana, zdaj pa vejo temeljito, vejo za Slovenijo, vam povem pošteno, tudi smo nesli gor nekaj takih lepih zastavic naših, ja, na to srečanje. In više k vsemu temu je bilo, da je godba Napihala orkester iz Komna igral umestna točka med to komemoracijo, ki je bila ta maša. Razumete, govoril je
tudi moj prijatelj Emil Švara iz Komna. On je bil tudi takrat On je tudi takrat, ja, majhen. No, on je tudi ta izlet zadnji organiziral nekako. Potem je govoril prvi župan mesta Neumarkt, drugi in tretji. Potem je govoril tale veleposlanik naš, potem duhovnik Gajšek, potem njihov dekan gor in tako, da smo se lepo zvrstili vsi, vsak po svoje nekaj povedali in tako, no, da je bilo prav lepo. Ampak više vsemu temu, da kaj človek doživi na takih srečanjih, da se prvič, odkar hodimo gor ta lagar, Nemci na sosednji šoli, ki spada pod ta okraj, kjer je bil lagar, so dva razreda otrok naučili eno pesemco in so tam prepevali kot dobrodošlico nam nekdanjim taborišnikom. Ja, to je bilo za mene, lepo se mogoče boste videli, imam te posnetka, če bo gospod Ivo to vnesel noter, to je bilo res lepo, no. In so nas tudi prvič, moram reči, se so nas tudi poprej pohostili, zmeraj, ampak bolj skromno, to je tako. Ampak zdaj so pohostili vseh, ampak tudi druge ljudi. Torej, z ta proslava smo šli na pokopališče, ker so pokopani naši, tam smo imeli komemoracij, zapeli in tako, in potem so nas pohostili v ene velike restauraciji in tam smo lepo se imeli prav res, kot da smo ena družina. Pa vsak je to nekaj vidi tega, pa unga, pa tretjega, pa četrtega, no. In na to slavje je prišla tudi ena, bom rekel, kar tako ena šarmantna gospodična, zgodovinarka, ki smo se z njo spoznali pred leti in njej je treba reči vso čast in hvalo in tudi zahvalo, da je to vse zbrskala posebno od tega lagarja, vse ta dokumenta in dokumentacije, to, da pač je zdaj tam tudi tole življenje in ta lagar opisan in omenjen tudi v knjigi, ki je šla pred nekaj leti ob 700. obletnici nastanka tega mesteca Neumarkt. Ja, in smo omenjeni tudi mi kot Slovenci. Spravi, pokažemo še to razglednico iz Neumarkta. Bi pa morda bilo lepo slišati tudi ta pesem, ki ste recitirali, Narodni dom. Ja, sej lahko vam povem par verzov, lahko. Ja, znam cel, je noter, tu pa ste videli. Mislim, da lahko tudi, če lahko. Naš sveti dom bil strti v prah, vsi kamni razmetani, raslo trnje, rastel mah, po groblje teptani. Plah lazil preko razvalin, je tujcem rob domači sin in liv solze je vroče, solze v nebo pijoče. Zdaj solze v stran, orodje v dlan, dom znova vstati mora. Oj, dom krasan, tako prostran, da bo za vse prostora. Za brate naše rodne vse, zapadne in pa vzhodne vse. Od severa in juga, to krasna bo za druga. Ne bo nas več tujčin teptal, ne tlačil nas krvavo, naš rod bo tu gospodoval, naš jezik, naše pravo. Dočakal rad bi sreče dan našega združenja, bi zrl kako en krov prostran, čez dom se ves razpenja.
naš prapor bi na krov pripel, dom blagoslovil bi vesel. Bog živi vse Slovene pod streho hiše ene. Hvala, danke. En aplaus za to enkratno recitacijo. No, zagotovo na taki prireditvi. Oziroma ta pesem verjetno se je večkrat ste slišali tudi iz ust vaše mame, ki ste rekli prav takrat. Ja, prav to je, torej, Ki se je tudi navezovala na takratno situacijo. Ja, tudi neka preroška pesem, če tako rečemo. Preroška pesem, ja. Gregorčičeva, kot recimo Soček. No, to je pa razglednica iz tega mesteca, Neumarkt, ja. To je iz katerega leta? Ja, tista razglednica, jaz imam doma dopisnico original, slikano je bilo leta 43. Star del mesta, ki ga danes ni več, ne, ampak je pisala ena gospa iz Komna, je pisala moji mami v Nemčiji. In jaz sem to čuval in hranil, tako da imam še danes tole. Se pravi, da to je tudi poseben spomin iz takratnih časov. Ja, lep spomin, ja. Tiha luna, jasno sije, duh moj misli na moj dom. Zanga srce strastno bije, Bog ve kdaj ga videl bom. Meso hribi in doline, šumenje bistrih rek. Daleč, daleč so planine, daleč Save je iztek. Srečna zemlja mi domača, drag mi na te je spomin. K tebi srce se obrača, sred težav in bolečin. Sred radosti in veselja, ko se luna mi blešči. Biti meni je srčna želja, v krilu tvojem slednje dni. Biti meni je srčna želja, v krilu tvojem slednje dni. Pesem, ki boste sedaj slišali, je bila posvečena vojakom v drugi svetovni vojni, preprostim vojakom, ne glede za katera cesarja in kralja so se bojevali, ampak je bila tako prilagojena preprostemu vojaku, da je v njej spoznal to ljubezen do svojih punc, do svojih mam in do svojega kraja in je prišla zelo, zelo hitro v ušesa, ker je melodična in tako smo jo tudi mi otroci za tista časa tudi prepevali. Prisluhnimo. Tutte le sere sotto quel fanal, sotto la caserma ti stavo ad aspettare. Anche stasera aspetterò, ma tutto il mondo tollerò con te, Lili Marley.
aspetta, addio piccina, dolce amor, ti porterò per sempre nel cuor, con te Lili Marleen, wir eins Lili Marleen, stay boy Lili Marleen. No, rekli smo, da je bila z vami ta pihalni orkester iz Komna. O tem bi morda še besedo dve, potem smo se povrnili. Bil je zelo dobro sprejet, kajti vemo, da so tudi odlični glasbeniki, komenski pihalci, če tako rečemo. In za letos se pa pripravlja ena velika stvar, lahko rečemo, ko bodo gostovali v Berlinu. Ja, TV glasbeniki komenski, veste, to je pa res poglavje za sebe. So lansko leto, predlansko leto, so tekmovali nekako v evropskem načinu na Dunaju in so igrali v tisti mogočni in lepi dvorani, kjer vsako leto poslušamo in gledamo novoletni koncert iz Dunaja. Spravi v Schönbrunnu? V Schönbrunnu, ja. In od 16 sestavov so bili Komenci ta prvi. Torej, bom rekel tako, če bi prav pošteno povedal, če malo pogledate te otroka, bi bili še za v vrtec, torej tudi v šolo osnovno, ampak kaj jih ta njihov učitelj in mentor, kaj iz njih zvabi in zvleče, to je čudež. Torej, da tudi gor na Dunaju so to rekli, da ali je to mogoče, da tebi otroci že toliko znajo in tako perfektno in tako odlično. In za nagrado so dobili letos, bi sodelovali pa v Berlinu, v eni največjih dvoran v Nemčiji, bo spet eno tako tekmovanje in so tudi oni vabljeni gor. In to bo se godilo 3. 5. junija. Torej vabljeni, če si kdo hoče zapisati številku za kontaktirati z gospodom Renerjem, ki je predstavnik tega orkestra, telefon se glasi 041 487 335. Ponovim še enkrat, 041 487 335. Torej, godilo se bo 3. 5. Šli pa bomo iz letališča iz Benetk. Poprej bi bilo prav, da bi se zglasili, da to uredijo oni tudi za prenočišče in to. Cena je zelo povoljna, ne bom povedal, ker je res povoljna, 3 dni bi to trajalo. Kdo želi doživeti to, dobrodošel. O tem bomo lahko še kaj sporočili, ko se bodo nekako te ožje priprave že dogajale. O tem te objave, če rečem tako. Ja, bom jaz to še osebno to objavil tudi v Primorskih novicah, ampak tle že v vabilu samem njihovem piše noter, da vsak je dobrodošel, že poprej, če bi se prijavili, tako da bi šli potem skupaj gor, da bi enkrat videli tudi ta zadeva lepa, kulturna v Berlinu, ker to bo zdaj res en taki dogodek, ki je Primorska verjetno na tak način še ni doživela v Nemčiji. Bo pa sodeloval tudi z nami, ta znani, ne bom ga imenoval, ta znani župnik, Štajerec, lep in pošten in napreden, kulturno vzvišen, bo sodeloval tudi pri tej zadevi v Berlinu, ker njegova župnija je ena izmed župnij v samem Berlinu. To je gospod Dori, ki ima tudi tukaj svoj narodno-zabavni ansambl v Sloveniji. No, to smo nekako urinili, kajti povod za to je bil prav ta obisk, lanskoletni obisk godbenikov v Neumarktu. No, če še nekako zaključiva ta najin pogovor, ostali smo nekje v Neumarktu, potem smo šli malo na obisk in vi ste se takrat vrnili v razrušen Riechenberg. Takrat je bil še Riechenberg. Ja, popolnoma smo prišli domov,
To je bilo 17. julija 45. In tako da je bilo samo zidovje. No? Tako da, torej, kar tam poznam v moji vasici Cvetroš, tam zdaj v Braniku, je bilo samo zidovje in vsak si je nekako pomogel in pomagal, ko je videl in znal. V glavnem smo si pokrili svinjaka. Tako da je bilo nekaj streha in mogoče malo listje noter nanesli, slam ali karkoli je bilo, pa nekaj smo privlekli iz Nemčije s seboj, boho, in tako da smo tam stiskali vsak po svoje in tako je ta zadeva šla naprej. Moram tudi to reči, da so potem že isto leto dali Amerikanci vsaki osebi, ki je bila v Nemčiji po 2 kovtra, vojaška, nova, moram tudi to povedati, ja. Tako da pač je bilo nekaj, ja, in nekaj od Rdeža križa smo dobivali in tudi nek denar so dobivali starši, odnosno starejši, tudi za družino, tako so bile take pomoči dobrodošle in dobrohotne, tako da smo se to prebili in prelevili skozi to zimo, ja. Tu lahko vas ponovno nekaj povežem, predvsem za vas otroke je pomemben tudi takratno službovanje Simona Gregorčiča v Richenbergu in tudi nekako potem vam otrokom doprineslo neke lepe trenutke. Ja, no, ko smo prišli potem iz Nemčije domov, torej moram te reči najpoprej že posebej se zahvalim, prej ko bom vse to povedal, vaščanom iz Kovarida, Sožina, Smast, Ladra, Idrsko, potem tudi nekaj na Livku, potem iz Libušne, ja, ki so nas potem, torej tako je bilo, sem pa povedal, kaj se je zgodilo. Ko smo prišli domov, seveda vsak je iskal nekaj izboljšava, je iskal nekoga, da bi mu rad pomagal, ne, tako. In so se odpravili tudi moj oče in še 4 drugi, so šli v Kobarid, ker s Kobaridom še danes po tolikih letah, torej jaz zdaj živim v Plaveh, ampak jaz dosti krat grem po Soški dolini in marsikje zdaj, ki sem tam po Kobariškem in to, torej še prejšnji teden sem prišel slučajno v eno hišo tam in so vprašali, odkot sem in to, in smo prišli do zaključka, da je v tam tisti hiši 2 mojega bratranca, piščanc Stanko in piščanc Damjan, ne. In potem se pravi, pri tej hiši je bil en, pri oni hiši je bil ta in tako, no, da na to videnje in na to žlahtanje po Simonu Gregorčiču, razumete, so potem bili pripravljeni tam, so nekje dobili tevi ljudje, da bi vzeli za 1 leto ob počitnicah, potem se je to zgodilo 46. leta, se je zgodilo, da so nas pelali če en kamion otrok. Torej, tako bom rekel malo, ni bilo treba nobena ne policiji, ne zaščita, mislim na kamionah, ni bilo ne streha, ne nič, smo šli na angleški kamion, pelo nas je Lisjak Ivan z Polja in tam so nas, pred cerkvijo je bila na nedelje, tam so nas prišli ljudje iskati in vsak je vzel 1 ali pa 2 in to, ja, in tako. Je bil pa še en vzrok, da smo šli takrat čekati otroci, prav iz hiše, kjer je zdaj muzej, tam so bili Mašerovi, so imeli gostilno znano in so hodili po vino v Richenberg in celo prav k nam, k tistemu gospodarju v Cvetroš, kjer smo mi obdelovali eno posestvo na pol, se je reklo. No, oni so prišli s kojnimi, zjutraj so šli iz Kobarida, zvečer so bili tam pri nas, čez noč, zvečer so tam moški nalili to vino v tista polovnaka, ko se reče, vsoda po 7 hektov. Ja, seboj so že prinesli mortadelo, da so tam malo popili in pojeli te ljudje. No in zjutraj so spet prijeli in zvečer drugi dan so bili spet v Kobaridu. In tudi potom njih smo mi s tem znanim od poprej, smo prišli mi 46. v Kobarid, da smo tam potem preživeli počitnico. Seveda vsi otroci, jaz zdaj vidim, kako je bilo, vsi otroci, torej najprej je bilo domotožje, mrši odkom. Nekaj jih je šlo, se jih pelali jih malo nazaj, ki niso zdržali. Nekaj se jih je jokalo, pa smo največkrat smo se dobili na dan nedelji tam pri maši, pa kako si ti, kako si to in tako. No, potem smo se, kar nas je ostalo, malo živeli tam in to. Tako da še danes
Torej poznam par primerov, še drži kontakta, to je Ivo Tončko sa Cvetroža, potem Hilari, to je prav moj, bi bil mož od moje pokojne sestre, in še nekateri drži še malo kontakta. Ampak vas prosim, Richenberčani, zdaj Braničani, dajmo letos ob tej obletnici lepi, 65 let, enkrat poleti, se dobiti, narediti tam lep epizod do Kobarida, se poklon Simonu Gregorčiču in obvestiti ta ljudi, mogoče potom časopisa, karkoli, da se jim bi enkrat javno in lepo od srca zahvalili za vso pomoč, ki so jim takrat nesebično podarili in delili in z nami tudi delili. Lepo in še kar je bilo tudi slaba od vojnih časov, ampak mi smo bili presrečni, ki smo pač bili med ljudmi, ki so nas razumeli. Torej, hudi so bili časi, ampak lepi spomini so pa le ostali. Cenjene gledalke in cenjeni poslušalci in gledalci, ta oddajca je posvečena našim dragim umrlim v internaciji in nam še živečim, ki smo bili izgnani leta 1944 iz svojih domov, iz takratnega Richenberga, Komna in ostalih zaselkov okoli njega. 65 let je minilo, odkar smo doživeli konec druge svetovne vojne in smo se srečno nekateri vrnili domov in živi v požgane domove in začeli življenje znova in tako se spomnimo teh časov, eni z žalostjo, drugi bolj z veseljem, ampak življenje teče naprej in upam, da vam bo ta lepa oddajca, kar je bilo moč, smo jih skupaj naredili, v lep spomin in obogatitev in v spominjanje na časa, ko nam je bilo najhuje. Lep pozdrav vsem, ki nas gledate in poslušate in srečno!